Visoki gostje, gospe in gospodje, zlasti pa športnice in športniki. Slovenija je ena redkih držav, slovenski narod je eden redkih narodov, ki praznuje dan kulture kot svoj državni praznik. In Slovenija je ena redkih držav in naš narod eden redkih, ki šport obeležuje z državnim praznikom. Kot sem dejal v ponedeljek ob otvoritvi razstave ob 120. obletnici Društva Branik v Mariboru, moramo vedeti, da sta tako kultura kot šport državotvorni za naš narod in za našo državo. Zlasti v teh časih, ko se zdi, da zaradi ponavljajočih se kriz, večje razdeljenosti v družbi, povečane nestrpnosti, manjše vključenosti, šport deluje kot neko vezivo. To njegovo poslanstvo, ta njegova vloga, ki jo ima znotraj narodov, znotraj držav in med narodi, v mednarodni skupnosti, je nenadomestljivega pomena zlasti ta hip. Jaz sem zelo vesel, smo vsi veseli, da je Japonski letos vendarle uspelo spraviti pod streho tako olimpijske kot paraolimpijske igre. Jaz mislim, da si Japonska, njeni voditelji, ljudje zaslužijo naše veliko spoštovanje, da so v teh razmerah priredili praznik športa na najvišji ravni in to v razmerah, ki so dajale vsem športnikom in športnicam možnost, da so pokazali svoje najboljše, tako na olimpijskih kot paraolimpijskih igrah. Prepričan sem, da bo tako tudi prihodnje leto na Kitajskem. Ne samo na olimpijskih igrah, tudi na vseh drugih tekmovanjih športniki ob navijanju ljudi nekako, kot sem dejal, povezujejo našo skupnost. To je v tem času izjemnega pomena. Paraolimpijske igre, športniki, ki se udeležujete tekmovanj na paraolimpijskih igrah in na drugih tekmovanjih invalidov, pa dajete še neko prav posebno sporočilo. Da je, tako kot pravijo plakati, vse mogoče, samo da je priložnost in da je možnost. Ste izjemen navdih, ne samo za voljo prejete kolajne in imenitne zbirke slovenskih kolajn na olimpijskih in paraolimpijskih igrah, ampak tudi zaradi vaše sposobnosti, da se za tako zahteven športni nastop pripravite. Čestitke vam, čestitke vašim trenerjem, sponzorjem, ki vas pri tem podpirajo in upam, da bo to sporočilo o vašem uspehu, ki presega samo športno razsežnost življenja, doseglo vse tiste, ki morda v življenju kolebajo, ki vase dvomijo in jih bo navdahnilo do tega, da bodo preizkušali svoje najboljše, najbolj plemenite vrline. Hvala za čudovit nastop v Tokiu, za osvojeno kolajno, vsem za športne užitke, ki ste jih bili deležni in ki smo jih bili deležni mi, navijači. Hvala sponzorjem, ki so razumeli pomen vašega poslanstva in seveda v imenu navijačev en izraz hvaležnosti za vse, kar smo lahko z olimpijskimi igrami letos dobili. Hvala lepa.